Tečejo kamere? Tečejo. Zdaj pa tečejo vseh pet. Dobro, jaz bi poskušal predstaviti razmišljanje Slovenske ljudske stranke v zvezi s tem, kar se je dejansko zgodilo. Naj povem, da smo v eni zelo zapleteni situaciji, v eni zelo resni situaciji. Res težke situacije. Da bom še enkrat povedal, kar bi sam storil v trenutku, če bi sam dobil takšno poročilo protikorupcijske komisije, kot sta ga dobila predsednika dveh največjih parlamentarnih strank. Ker se mi zdi to pomembno, da še enkrat pomembno. Sam bi v tistem trenutku odstopil kot predsednik vlade in kot predsednik stranke in nemudoma poskrbel za to, da bi poiskal drugega kandidata za predsednika vlade iz svojih vrst svoje stranke, ali pa tudi kakršnega koli neodvisnega, in s tem seveda zagotovil nek normalen prehod in zagotovil politično stabilnost vladanja, vodenja te države v teh zelo zapletenih časih, ko imamo na ulicah ljudi, ki so nezadovoljni, ko imamo na ulicah ljudi, ki so nezadovoljni zaradi tako imenovanih skorumpiranih politikov. In v tej točki se danes pogovarjamo. In to je ključen problem situacije, v kateri smo se znašli, da sta dva predsednika dveh največjih parlamentarnih strank dobila očitke protikorupcijske komisije, ki jih v Slovenski ljudski stranki absolutno sprejemamo. In spoštujemo inštitucije pravne države in spoštujemo tudi to poročilo, ta poročila, obe poročili, če hočete, Komisije za preprečevanje korupcije. Vi veste, kako se je Slovenska ljudska stranka nedolgo tega odzvala na podobno poročilo, ki jo je dobil eden od naših članov, drugi največji župan v tej državi, ko smo sprejeli odgovornost in nemudoma ukrepali tako, kot mislimo, da je prav in kot bi morala vsa politika v tej državi tudi ukrepati. Načelno, dosledno, tako kot smo to počeli praktično ves čas mojega predsednikovanja v tej stranki. Mislim, da smo dokazali z dejanji, velikokrat tudi takimi, ki niso bili enostavni, ki niso bili preprosti, da znamo potegniti odločno potezo in odrezati tisto, kar ni prav, in peljati neko politiko, ki jo po moji oceni v teh težavnih trenutkih ta država tudi potrebuje. Žal še nismo prišli do nivoja, da bi politiki sami znali presoditi, kdaj je čas, ko se je potrebno samo umakniti. Jaz moram reči, da sem osebno naveličan tega, da moram vse skozi praktično mesečno nekoga metati iz politike. Zato, ker sam ne zna presoditi, kdaj pravi čas, da se reče hvala lepa, storil sem vse, kar je bilo mogoče, dokazal bom, da sem nedolžen. In tokrat je ena od koalicijskih strank, v tem primeru Slovenska ljudska stranka, seveda pred zelo odgovorno nalogo in v zelo nezavidljivem položaju. In se sam osebno čutim blazno odgovornega za to, kaj bo se zgodilo v tej državi jutri, kaj se bo zgodilo po jutrišnjem in v dnevih, ki prihajajo. Verjamem, da bi odločitve, ki bi jih sam sprejemal in ki bi jih sprejemala ta stranka v kakšnem drugem času, seveda bile bistveno enostavnejše in ne bi razmišljali niti
niti 5 minut. V tej točki povem tudi to, da sem razočaran in se mi zdi nekorektno, da koalicijska partnerica, v tem primeru največja naša koalicijska partnerica, Slovenska demokratska stranka, ki ima problem, ki ima velik problem z tem poročilom, postavi svojo koalicijsko partnerico v položaj, ko bo ta odgovarjala za vse posledice v tej državi, ni pa kriva ničesar. Nimamo problemov z poročilom, da bi jaz kot predsednik ali kdorkoli v tem trenutku bil na prangeru poročila, ki ga je dala Komisija za preprečevanje korupcije. Mi smo dokazali, da ta poročila spoštujemo. Ni bilo enostavno. Ni bilo enostavno. Zato smo na osnovi vsega tega danes rekli, da še v tem trenutku ne bomo sprejeli nobene odločitve. Da si bomo vzeli čas, še dan ali dva, da razmislimo. Jaz mislim, da imamo v tem času to pravico, da si to vzamemo. In bom to argumentiral samo z enim podatkom. Vi se boste spomnili, ko smo sestavljali vlado, ste od nas seveda upravičeno zahtevali v tistem dolgotrajnem procesu sestavljanja vlade, da vlado sestavimo čim prej. Ker so časi bili takšni, kakršni so bili. Zato zdaj v tem trenutku od mene težko pričakovati, da bom kar tako rekel, danes pa ni več vlade. To sicer je v moj, kako bi rekel, imam to možnost. Slovenska ljudska stranka ima to možnost. Potegne potezo, reče, danes gremo ven, jutri nimamo več vlade. Nimamo pa možnosti in moči, da bi predlagali že, ampak da bi realizirali neko rešitev za posledice, ki bodo nastale potem, ko vlade ne bomo imeli več. Zato pravim še enkrat, si bomo dovolili vzeti čas za razmislek, glede na situacijo, v kateri smo. Hkrati pa s tem dajemo tudi čas, v tem primeru največji koalicijski stranki in seveda tudi največji parlamentarni stranki, da še enkrat razmislite, ali je stališče, ki sta ga sprejeli včeraj, ki je zame bilo šokantno, pravilno, ali je to prava pot za to Slovenijo, ali so to prave politične manire za to Slovenijo in ali lahko pričakujemo, da bodo državljani te Slovenije takšni politiki sledili. Jaz težko dvomim, da bodo. Moja prva odziv je bil, da smo na razpotju. In še vedno trdim, da smo na razpotju. In jaz prosim vas, novinarje, v tem trenutku, da, pa tudi slovensko javnost, da vendarle date politiki čas še dan, dva, mogoče 3, da temeljito razmislimo, kako naprej. Damo možnost tudi tistim, ki imajo v tem trenutku, verjamem, velike težave, da še enkrat razmislijo, ali je bila ta odločitev, ki so jo sprejeli, pravilna. Jaz trdim, da ne. Včeraj je namreč ustavna večina, praktično ustavna večina v Državnem zboru, praktično, ne pravno formalno, ukinila
komisijo za preprečevanje korupcije. Jaz se sprašujem, kako bo ta komisija, kolikor ne bo nobenih konsekvenc, delovala jutri, pojutrišnjem in 7 dneve naprej. Zdi se mi, da bo to delo zelo težko. Oziroma, da ne bom rekel, nemogoče. In ob takih odločitvah sem jaz seveda zelo zaskrbljen. In lahko rečem še enkrat, da me vse to, kar se dogaja, še posebej utrjuje kako bi rekel, v prepričanju, da sem to, kar sem storil in napovedal mojo nekandidaturo na kongresu, mimogrede kongres bo 2. marca, danes smo sprejeli sklep na izvršilnem odboru, da je ta odločitev bila Hudičevo pravilo. Hudičevo pravilo. Želim pa si, da bomo vendarle vsi skupaj v teh prihodnjih dneh ljudem znali pokazati, da vsi skupaj nismo povampirjeni, skorumpirani politiki. Ampak zato nam prosim dajte, vsaj meni, nekaj časa. Hvala lepa.